Se dobiva v potoku, je zaklical Tonček in se navihano nasmehnil. Pojdi po stezi v dolino, pri najvišjem drevesu zavij levo, nato se spusti po goščavju, strmo navzdol in takoj, ko prideš v brezno, boš zagledala vodo. Tam se ustavi in me počakaj. Lep dober večer, ljubiteljice in ljubitelji glasbe in lepe besede. Že uvodoma sem vas pospremila v pravljico, ker današnji večer je pravličen. Govora bo o pravljici Štrbunkov grad, avtorja, pesnika, skladatelja in zborovodje Mirana Rustja. Pravljica je že po definiciji pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro. Še pred nekaj stoletji so bile pravljice izključno namenjene odraslim. Danes pa so v veliki večini napisane za otroke. Menim, da so pravljice namenjene tako odraslim kot otrokom, lahko jih preberemo vsi, lahko jih poslušamo vsi, saj jih vedno interpretiramo v skladu z našimi izkušnjami in z našim razvojem, skratka z vsem, kar doživimo tekom našega življenja. V nocojšnji pravljici Štrbunkov grad sta Tonček in Katka, glavna junaka, postavljena pred preizkušnjo zla v podobi hudobnega Štrbunka in njegovih štrbunčkov. Štrbunk ju začara v psa in mačko ter ju zapre na svoj grad s pomenljivim imenitnim imenom Samota. Vendar Katka in Tonček nista sama. Z gradu jima pomaga pobegniti uročena princeska. Na poti proti domu pa srečajo še dva nova prijatelja in druščina skupaj se bojuje proti Štrbunku, ampak preden jim uspe pobegniti od tega hudobca, jih čaka še marsikatera preizkušnja. Zlo, ki je v tej pravljici, ki se kaže v tej pravljici skozi naravne pojave, kot so na primer nevihte, strele, gromi, pa tudi vodni vrtinci in nenazadnje divje zveri, so v bistvu predstavniki nekih ovir in nevarnosti, ki prežijo nad človekovo usodo, ampak ta usoda ni nespremenljiva, ni zapisana v neki fatalistični podobi, ampak jo lahko preoblikujejo vrline, kot so prijateljstvo, medsebojna pomoč in nenazadnje pogum slehernika. In ravno to je glavna sporočilna vrednost Štrbunkovega gradu Mirana Rustja. Prisluhnimo zato pravljico v interpretaciji pesnika Dejana Kobana in v spremljavi glasbe instrumentalne skupine Combo C pod mentorstvom Zlatka Kavčiča, ki je tudi avtor glasbe. Naj bo večer pravličen. Se dobiva ob potoku, je zaklical Tonček in se navihano nasmehnil. Pojdi po stezi v dolino, pri najvišjem drevesu zavij levo, nato se spusti po goščavju strmo navzdol in takoj, ko prideš v brezno,
boš zagledala vodo. Tam se ustavi in me počakaj. Jaz pridem malo pozneje. Moram še nakrmiti živino v hlevu, očka pa mi je tudi naročil, naj peljem telička na pašo. In prav k potoku ga bom peljal. Mora se malo razteči in jasa ob potoku se mi zdi prav primerna. Je dovolj velika, polna zelenja, da se bo teliček tlaček lahko nahranil in se razigral. V redu, mu odgovori Katka. Samo pridi čim prej, da ne bom toliko časa sama. Bilo je zgodnega poletnega popoldneva in sonce je tako pripekalo, da so bili obrazi otrok, ki so se igrali na vasi, tako mokri od potu, da bi človek rekel, da so se ravno kar umili. Da pa se niso umili, je bilo videti potem, da so bila lička kar nekam črna in prepoteni obrazi so še bolj poudarili umazanijo. Pa kaj potem, če so bili umazani? Samo, da so se igrali. To je za otroke najpomembnejše. Katka se je odpravila po ozki stezi skozi gozd. Visoke trave so jo božale. Z rokama si je odrivala grmičevje in si tako utirala pot. Nenehno se je ozirala v nebo in iskala najvišje drevo, da bo tam zavila na levo in se spustila po strmi stezi navzdol. Aha, se je naenkrat ustavila Katka. To drevo se mi zdi najvišje, si je rekla. Prav tu je treba zaviti na levo, da prideš k potoku. Sicer pa se nisem prepričana, če je res prav to drevo najvišje, a bolj visokega ne vidim. Zato bom kar tu dol zavila. In res se je spustila po močno zaraščeni stezici strmo navzdol. Pa tudi, če sem malo zgrešila, si je rekla, me bo že Tonček našel. On je tako hraber fant, da zmore vse, res prav vse. Ampak malo jo je bilo kljub vsemu strah. Ga bom poklicala in takoj me bo slišal, je rekla sama sebi. In že je bila boljše volje. Tonček pa tudi dobro pozna gozd, vsa drevesa, vse skrivne poti. Resnično se nimam česa bati. Ko se s Tončkom nekaj dogovoriš, je na koncu vse prav. Katka se je spuščala po ozki stezi. Petje ptičev je bilo tako čudovito, da je bil to pravi ptičji koncert. Sonce je skozi veje risalo sence v travi. Vse je bilo tako lepo in polno čudovitih barv, da bi človek kar zavedno ostal v tej deželi. In glej, tam je potok. Vidim ga, tu se moram ustaviti in počakati. Prav tu, kjer je tako lepo. Samo še 2 skali moram preskočiti, potem še malo naravnost po stezi in že bom pri potoku. Hop, 1 skala in še en hop, še malo in Katka se je zavrtela, zaplesala in vsa srečna se je usedla na zmahom zaraščen kamen ob vodi. Roko je malo stegnila, se še bolj nagnila in se dotaknila vode. Ojoj, saj je mrzla, se je zasmejala. Pa prav prijetno je, ko sonce tako pripeka, če se malo ohladiš. Z eno roko je zajela vodo, si jo prinesla bliže, si zmočila še drugo roko in se umivala po obrazu. Gledala je, kako se voda koteli po kamenju, kako tiho žubori. Metulji različnih barv so letali okrog. Tu pa tam se je kateri usedel na vejico ob potoku. Ptiči so peli, kot bi hoteli Katki veliko povedati. Kar zatopila se je v vse lepote, ki jih je doživljala.
Ja, in kdaj bo prišel Tonček, se je čez nekaj časa spomnila. In z njim teliček Tlaček. Ko bosta prišla, se je govorila, se bo teliček pasel in tekal, midva s Tončkom pa bova nabirala rože. Pa tudi v vodo bova stopila, vendar ne predaleč. Lahko je kje globoka in to je nevarno. Tončka pa ni in ni bilo. In Katke je postajalo kar nekam tesno pri srcu. Kaj pa, če ga sploh ne bo? Kdo ve, če se ni kaj zgodilo? Klicala ga bom, morda pa je zavil po kakšni drugi poti. Tonček, Tonček, je klicala Katka. In glas po dolini je odmeval, kot bi še nekdo klical. Tako je bilo slišati: vendar nič. Za vsem klicanjem je ostajala tišina, ki je bila iz trenutka v trenutek večja. Katka je sedela ob potoku in zrla v drevesa. Kar naenkrat pa štrbunk. Joj! Katka se je ozrla, pogledala je v vodo in videla kroge, ki so postajali vse večji in na koncu izginjala. Oči je imela velike kot volk in strah jo je bilo, kot bi bile najmanj 3 teme. Obračala se je, gledala in poslušala. In kar naenkrat znova štrbunk. Nekaj je padalo v vodo. Kdo je? Je vsa omotična zavpila Katka. Tišina. Kdo je? Povej, kdo si? Je skoraj prosila prestrašena Katka. Kdo dela ta štrbunk? Nekaj časa je bilo vse tiho. Štrbunk. Kdo si? Je zavpila Katka. Ja, kdo sem? Se je oglasil neki zelo, zelo globok glas, ki je kar odmeval. Jaz sem štrbunk. Prišel sem pogledat, kaj neki počneš na mojem ozemlju. Vedeti bi morala, je zaklical neznani glas, da tukaj ne more biti kdorkoli in početi, kar bi hotel. Sem se že da priti, je rekel glas. Od tu nazaj pa ne prideš slepa. Kaj bi sploh rad od mene? Ga je vprašala Katka. Kaj bi rad? Kaj bi rad? Rad bi, da bi tudi ti postala štrbunk in bi se skupaj igrala. In kaj ne bi se igrala? Je vprašala Katka. Ja, kaj naj bi se igrala? Je odgovoril glas na drugi strani. Igrala bi se štrbunke, drugega tako ali tako ne znam. Jaz se pa štrbunkov ne znam igrati, je odgovorila Katka. Te bom pa prisilil, je jezno zarohnel štrbunk. Če ne bo šlo slepa, bo šlo pa zgrda.
jaz Štrbunkov ne poznam in s tabo ne želim imeti nobenega opravka, je prizadeto rekla Katka. Pusti me pri miru, kajti če mi ne boš dal miru in takoj ne odideš, bom vse povedala Tončku, ko pride. Potem boš pa videl, po čem so hruške. Je prirohnel glas iz vode. Ti in tvoj Tonček, kako že praviš? Tonček prisvojenček, če bo kaj pisnil, bo v trenutku postal tudi on Štrbunkov ujetnik. Odpeljal vaju bom v Štrbunkov grad, od tam pa ni še nihče zbežal in tudi vidva ne bosta. Ti si pa zelo hudoben, je zajokala Katka. A tako mi boš govorila, da sem hudoben, boš že videla, kdo je hudoben. Zaslišalo se je badu, badu. Strašansko se je zabliskalo. Nebo se je močno zasvetilo. Nekaj je zaropotalo. Skala ob potoku se je premaknila in padla v vodo. Potem se je za trenutek stemnilo in glas Štrbunka se je slišal v daljavi. Joj, je zajokala Katka, kaj sem ti pa storila, da si tako grd? Kdor si že in te ne vidim, niti te ne poznam. Me boš že videla in spoznala tudi, še žal ti bo. Začaral te bom v mačko in zaprl v grad. Joj, kako pa govoriš? Kar v mačko me boš začaral in zaprl v grad. Že prav, ti kar daj, a zapomni si, da mi bo Tonček že pomagal in me rešil. Tonček, je odmeval glas Štrbunka. Njega bom pa začaral v psa. V psi in mačke se pa tako in tako ne marajo. In kdo ti bo potem pomagal? Še pred njim boš morala bežati. Joj, je zajokala Katka. Tonček, moj Tonček, pridi in mi pomagaj. Tonček je dovolj močan, da se bo uprl temu zlobnemu Štrbunku, si je govorila Katka potiho. Zaprl vaju bom v grad in tam bosta za vse večne čase. Zapihal je še močnejši veter kot malo prej. Zaslišali so se še bolj strašni kriki. Nekajkrat se je tam daleč še bolj močno zabliskalo. Potem je za trenutek nastala tema, nekaj je močno zavpilo in nastala je tišina.
Zopet se je zaslišalo žuborenje vode, šelestenje drevja in prelepo ptičje petje. Katka pa je kot v zemljo vkopana strmela predse in ni mogla dojeti, kaj neki se dogaja. Solze so ji tekle po licu in bila je žalostna. Ko je tako sedela in premišljevala, je zaslišala znani glas, ki si je pel in žvižgal. To je vendar Tonček, se je zdrznila. Skočila po konci in ga pričela na ves glas klicati. Oddaleč jo je poklical nazaj. Katka, Katka, kje si? Me že dolgo čakaš, si v redu? Še malo počakaj s teličkom, bova prav kmalu pri potoku. Joj, si je rekla Katka, prav kmalu, da, že tako in tako vaju predolgo čakam. In zagledala je, kako je po stezi prihajal Tonček. Za sabo je peljal na vrvi privezanega telička Tlačka. Stekla ima je naproti in pričela jokati. Ja, kaj pa je tako hudo narobe, da jočeš? Jo je vprašal Tonček. Hudo? Je vzdihnila Katka. Tonček, ti ne veš, kaj strašnega se dogaja. Saj boš kmalu videl. Ni še konec. Kakor vem, se bo vse šele začelo. No, sedaj se pa najprej lepo umiri, potem boš pa povedala, kaj se je tako hudega zgodilo. Kar naenkrat Štrbuk, 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 na to tišina. Katka se je od strahu sesedla in si z rokama prekrila obraz. Pričela jo je jokati. Tonček pa je začudeno gledal proti potoku in se ni prav nič bal. Tudi Tlaček je držal dvignen gobček in bil obrnjen proti vodi. Na nebu je zabliskalo. Močno je 3-krat zagrmelo. Nebo je potemnelo in v vodi je še enkrat odmeval Štrbuk. Tonček je radovedno stopil proti vodi, Katka pa ga je prosila, naj ne hodi blizu. Moram videti, kaj je to, je korajžno miril Tonček Katko. Tako je stopil k vodi in opazoval. In nič. Obrnil se je, da bi odšel zopet nazaj, in tedaj je strašansko zaropotalo. In Štrbuk je udaril tako silovito, da je voda pljusknila visoko iz potoka. Pri tem se je tudi Tonček zdrznil, Tlaček pa se je ustrašil in zbežal po jasi. Kdo je? Je zavpil Tonček. Jaz sem Štrbuk iz gradu Samota. Oba, tebe in Katko, bom odpeljal s sabo v grad in vaju tam zaprl za vedno. In zakaj naj bi to storil, ga je vprašal Tonček. Zakaj? Zato, a si slišal, ti Tonček? Zato.
kako misliš, da naj jo boš odpeljal v grad? Tako zlepa pa se ne pustiva, je bil korajžen Tonček. To je Štrbunka tako razjezilo, da je zarohnel kakor 1000 zveri. Zaropotal je z vso silo. Zasvetila je čudna luč. In glej, oba, Tonček in Katka, sta padla na tla. Zatresla se je zemlja in res sta postala živali. Tonček pes, Katka mačka. Štrbunk je rohnel od zadovoljstva. Pa sem opravil z vama, sedaj pa v grad. Tam bosta, dokler bo ostala in stala zemlja. Dvignil se je visoko nad vodo, zakrilil na vse strani in v trenutku so se vsi znašli v velikih temnih prostorih. Vsakega je zaprl v veliko sobo, ki je imela le majhna okna visoko pod stropom, zamrežena s 3 železnimi ograjami in železna vrata, ki so bila 3-krat zaklenjena. V gradu je bilo temno in komaj je bilo opaziti snopič svetlobe, ki je prihajal skozi okence izpod stropa in risal sence na zidu temnih soban. Strahu je bilo v teh prostorih na pretek. V eni sobi je bil pes, v drugi mačka. Pes je močno lajal in se zaletaval v vogale sobe. Mačka v sosednji sobi se je plazila in hotela plezati po zidu, vendar ni šlo. Bilo je neznosno. Kar naenkrat se je v temi pojavila modra, rdeča in rumena svetloba. Tonček je to takoj opazil. Kaj neki je to? Je renčal v zid in v strop, ker so bile barve. Bolj kot so se risale po zraku, bolj je renčal in lajal. Pa tudi Katka je ogledala to čudo in pričela na ves glas mjavkati. Zganjala sta tak hrup, da se je kar od nikoder pojavil Štrbunk in pričel rohneti nanju, da jo bo spremenil v kipa, če ne prenehata zganjati kravala. Katka in Tonček sta vedela, da je pametno biti tiho in pri miru. Zato sta se zleknila v kot. Tako sta vsak v svoji sobi ležala v temi in opazovala 3 čudežne barve, ki so se risale po stropu in plavale po prostorih. Tonček je opazil, da je to nekakšna svetilka, ki lebdi po gradu in opazuje. Verjetno je to Štrbunkov stražar, ki pazi, da ne bi kdo od naju na kakšen način poskušal zbežati, je razmišljal. Zanimivo, si je rekel. Na svetilko bo potrebno še kako paziti. Posebej bo treba ugotoviti, od kod prihaja in kam pošilja sporočila. Bil je tiho, čisto miren in skrbno opazoval.
Čez nekaj časa so 3 svetlobe izginile. V ječi je nastala tema. Tudi zunaj je bila tema. Nebo je bilo polno zvezd in luna je svetila tako, da so se videle skale okrog gradu, pa zeleni travniki, nekje spodaj jezero in odsevi lune, tudi odsevi gradu v vodi. Od zunaj se je slišalo skovikanje sove, tuljenje volkov, lajanje psov. In kdo ve, kakšne živali vse so se še oglašale. Ne Tonček, ne Katka nista mogla videti, kaj se zunaj dogaja, saj nista mogla do oken. Na jezeru so se nakodrali valovi, pljuskalo je med skale, ker se je začelo svetlikati. Nekajkrat. Potem je nastala prekrasna svetloba in iz vode se je dvignila prelepa deklica. Bila je princesa. Oblečena je bila v dolgo, modro, svetlikajoče se velo, na glavi je imela svileno belo ruto, roke odete v zlate rokave in kar zaplavala je nad jezerom. Princesa se je še enkrat zavrtela nad jezerom in mirno zaplavala nad gladino proti vrtu. Tam se je usedla in pričela objemati rože. Sedela je, bila je prelepa. Ta prekrasni mir je prekinil močan tok v jezeru, ki je nastal iznenada. 2-krat je zagrmelo. Na nebu so nastali močni vetrovi. Voda se je dvignila nad gladino visoko, visoko. Da, prihajal je Štrbunk. In glej, v trenutku se je princesa dvignila proti nebu in se v hipu spremenila v svetilko modre, rdeče in rumene barve. Barve so zaplavale proti gradu in kar skozi zidove prišle v temačne prostore. Tonček je zopet zarenčal, Katka pa zamjavkala. Svetilka je potiho spregovorila. Vem, kdo sta, je rekla. In tudi vem, kako sta prišla sem. Zakleta sta, kakor sem zakleta tudi sama. Zelo težko bo zbežati od tu. Štrbunk je hudoben in ima še veliko štrbunčkov, ki so prav taki kot on. Vsi so stalno naokrog in pazijo, kaj se tu dogaja, da ne bi kdo zbežal z gradu. Vendar je mogoče, če bomo zbežali skupaj in si pomagali. Pod gradom je votlina, v njej stražijo levi in volkovi. Le tam skozi je možno priti ven. Jaz sem tu zaprta že neskončno časa in tudi vem, kako vaju je možno odčarati, da bosta zopet otroka, Tonček in Katka. Ujeti pa moramo pravi čas. Vsako noč se točno ob 3. uri zberejo Štrbunk, štrbunčki in njemu pokorne živali in imajo pol ure zabave. Takrat se tako zabavajo, da pozabijo na vse ostale stvari. Vendar zapomnite si,
Najprej vaju moram odčarati. Moramo po rovih do votline in se prebiti na prosto. To je zadaj za gradom, kjer je Meta začarana v lisico. Tudi njo moramo spremeniti v človeka, sicer ne bomo mogli mimo nje. To je svetilka povedala in izginila. V sobah gradu je nastala globoka tema. Tončka in Katko je bilo zopet strah, a sta si dopovedovala, moramo čakati in biti potrpežljivi. Usedla sta se vsak v svoj kot in tiho premišljevala lastno usodo. Zaprta v gradu sta čutila tesnobo, a ju je utrujenost premagala in sta zadremala. Naenkrat je Tonček zaslišal iz sobe, v kateri je bila mačka Katka, neko ropotanje in cviljenje. Zdrznil se je in stekel proti vratom. Pritisnil je uho na vrata in poslušal, ko je v trenutku nastala tišina. Začuden je pogledoval proti oknu in glej, pojavila se je svetilka. Kar miren bodi, mu je rekla luč. Pripravi se, jutri zvečer bomo poskušali zbežati. Odkrila sem, kje so ključi vseh grajskih vrat. Preden bomo zbežali, te bom odčarala v Tončka, mačko pa v Katko. Tako je povedala in v trenutku izginila. Povzpel se je ob zidu k oknu in gledal dol proti jezeru, proti gradom, vendar svetilke ni videl. Zagledal pa je strašanski vihar, ki se je bližal gradu in drevje zunaj je kar pokalo od sile, ki je udarjala povsod, kamor si pogledal. Tonček je takoj ugotovil, da je Štrbunk pobesnel. Morda je tudi kaj ugotovil, morda je slutil, da se je svetilka sestajala z njim. Skočil je od okna in se močno stisnil v kot grajske sobane. Štrbunk pa je naredil pravo neurje. Ropotal je in udarjal v grajske zidove s takšno silo, da se je grad tresel, kot bi se imel sedaj porušiti. Velik val vode je pljusknil skozi okno naravnost v sobo, kjer je ležal Tonček in ga oblil. Takrat je nekaj zarohnelo. Če boš naredil eno najmanjšo napako, boš v trenutku mrtev. Si razumel, Tonček? Da, bil je strašni Štrbunk. Zatem se je neurje umirilo in nastala je tišina. Tonček je ležal v kotu grajske sobe. Bil je žalosten. Le zakaj se nama je moralo to zgoditi, se je spraševal. Se nisva nikomur nič slabega storila, se je prizadeto govoril. Ko je tako počival, je opazil, da se iz okna ob zidu rišejo temne sence in v sobo je prihajala vse temnejša svetloba. Aha, temni se, noč bo, je ugotovil. In niti zavedal se ni, ko je zadremal in nato
trdno zaspal. Spal je in sanjal, da je v gozdu, da se s Katko igrata. Bilo je prekrasno. A v trenutku ga je prebudil znani glas. Klicala ga je svetilka. Tonček, Tonček, je odmevalo po sobi. Zbudi se, dan je že. Tonček je odprl zaspane oči, si jih pomencal in pogledal po sobi. Oh, kakšna škoda, da to, kar se mi je sanjalo, ni res, si je rekel. Tako je bilo lepo, v resnici sem pa tukaj, v tem zakletem gradu. Vem, je rekla svetilka, ki ga je prebudila. Spal si in sanjal, a danes je tisti dan, ko se moramo do ponatankosti pripraviti na pobeg. Naslednjo noč bomo namreč zbežali, ti pa bodi čim bolj miren. In enako bom naročila tudi Katki. Sedaj grem v jezero pod gradom urejati vse potrebno. Že pridem nazaj, ko bo čas za to, je še rekla in izginila. Razumem, si je rekel Tonček, ker strah me je, a dan je odločilen. Po noči bomo zbežali, zato se moramo temeljito pripraviti. Bo že princesa uredila vse potrebno, predvsem pa ji bova midva morala pomagati. Že najmanjša napaka nas lahko veliko stane, a naredili bomo vse, da uidemo iz teh grozot v svobodo. Ni minilo veliko časa, ko se je grad že spet zatresel. Strašni viharji so pričeli udarjati ob zidove. Bliskati se je pričelo in grmeti. Skozi okno je plusknil velik val vode in za njim je švigal ogenj. Še enkrat je še bolj močno udarilo ob zidove gradu in nastalo je strašansko neurje. Dež ni samo padal, pač pa se je že kar zlival z neba. Zavpil rohneči glas. Bi radi zbežali, a? Dobro vem za vaše namene, a pri priči, ko boste karkoli storili, kar meni ne bo všeč, vas bom zaprl v še bolj strašne prostore. Tja, pod jezero, vas bom prepeljal v prostor, ki se imenuje Hič, Hač, strahovi ne smijo. Tam boste šele videli, kaj pomeni delati se norca iz Štrbuka. Kaj si mislite, kdo da je Štrbuk? A ne hočete podcenjevati? Samo še ena napaka in 1000-krat gorjeva. Ko je to povedal, se je neurje umirilo in strašni Štrbuk
je izginil. Tonček je bil popolnoma prepaden, kar tresel se je od strahu in od presenečenja. Le kako je mogel izvedeti za naše namene? Kaj je s princeso? Da se ji ja ni kaj zgodilo. 1000 vprašanj mu je rojilo po glavi in niti na eno si ni znal odgovoriti. Bal se je. Na drugi strani zidu je zaslišal Katko, kako joče. Začel ji je prigovarjati in jo tolažiti, a Katka je samo obnemoglo hlipala. Tedaj se je pojavila svetloba. Tonček je pomirjeno spoznal, da je princesa. Ni je ujel štrbunk. Od olajšanja so se mu usta razpotegnila v nasmeh, kolikor se pač to pri psu lahko vidi. In glej, svetilka je še bolj močno zasvetila. Svoje žarke z vso hitrostjo spustila v psa in pri priči je na kamnitih tleh ječe stal Tonček v svoji človeški podobi. Nato je isto naredila z mačko in tam je stala Katka in se vsa začudena ogledovala po sebi. Tonček se je povzpel na prste. Skozi okno je videl, da se zunaj mrači. Na nebu so se že prižigale prve zvezde in po dolini so odmevali glasovi od dneva utrujenih gozdnih živali, ki so naznanjale bližajočo se noč. Še malo časa je minilo in na zemljo se je spustila popolna tema. Bil je lep, zvezdami in luno obsijan večer in črički so prepevali in potok je tiho žuborel po dolini. Vendar je napetost naraščala, kajti bližal se je čas dokončne odločitve, čas bežanja. Dolgo časa je Tonček tako stal ob oknu in nič se ni zgodilo. Le strmel je v noč. Naenkrat je strašansko počilo. Tonček je skočil od okna in se skril v kot sobe. Še bolj je nekaj zaropotalo. Grom in blisk sta se pojavila na nebu. Grad se je tresel. Da, bil je štrbunk. In ne samo on, bili so tudi štrbunčki. Pokalo je, kričalo, neurje je udarjalo z vso silo, nebo in zemlja sta se tresla. Tončku je od vseh grozot postalo praktično slabo. Vendar je takoj pomislil. Verjetno je 3:00 in začela se je štrbunkova zabava. A ta za ubežnike ni bila niti malo zabavna. Vendar, kje je svetilka? Ali bodo to strahoto sploh preživeli? In v vsem neurju se je na oknu pojavila luč. Hitro, Tonček, ne obotavljaj se, sedaj se pričenja pobeg, je rekla svetilka. Skozi okno mu je vrgla ključe. Tonček je hitro odklenil svoje vrata in stekel do naslednjih vrat, kjer je bila Katka. Tudi ta je odprl. Po dolgem času sta bila zopet skupaj. Srečna sta se za trenutek objela, vendar samo za hip, saj ni bilo časa za kaj več. Prijela sta se za roke in sledila svetilki. Tako, je rekla svetilka, sedaj bomo morali priti v rove, nato v votlino.
Tu, kjer smo sedaj, je še vedno grad. Če pogledate naokrog, vidite visok grajski zid, ki se ga ne da niti preplezati, niti preleteti, saj so na njem orli in sokoli, ki bi vsakogar, ki bi želel zbežati, pri priči pokončali in na to pojedli. Morali bomo skozi rove, nato bomo prišli v votlino, na koncu votline moramo biti še posebej pazljivi. Tam je Meta, začarana v lisico in kot lisica strašansko nevarna. Zato jo bo morala odčarati in bo tako tudi ona z nami lahko bežala. Vendar, je rekla svetilka, v votlini so levi in volkovi. Ti, Tonček, boš imel prav posebno nalogo, ker imaš hitre noge in boš poskušal zavesti, da se bodo zapodili za teboj. A ne boj se, v rovu je skrivni prehod, po katerem se boš hitro vrnil k nam. Še opazili ne bodo, da te ni več. Res ne bo lahko, pa tudi na Štrbunka je treba še računati. Gotovo bo opazil naš pobeg in takrat bo groza. Vendar se ne bomo smeli niti za trenutek ustaviti. Vztrajati bo potrebno do konca. Tonček in Katka sta samo nemo prikimala. Sedaj pa za mano, je rekla svetilka in počasi, čisto pri tleh, letala za gradom po strmini navzdol. Tonček in Katka sta ji tiho sledila. Slišati je bilo Štrbunkovo zabavo, ropota je bilo na pretek in to je bilo za ubežnike dobro, ker niso bili tako opazni. Svetilka se je naenkrat ustavila. Pazita, je rekla, tu za tem drevesom se začenjajo rovi, ki peljejo v votlino. Veliko jih je. Mi pa si bomo izbrali največjega in se skozem prebili v votlino. Hop! In skočili so v brezno. Kar nekaj časa so padali, saj je bil rov globok in tema je bila temnejša od noči. Odmevalo je in že so zaslišali glasove. Kljub temu, da so izbrali največji rov, je ničkaj udoben. Mokro je bilo vse povsod, tema jih je ovirala pri begu in spolzko je bilo tako, da so se včasih kar kotalili po skalah, se pobrali, bežali sklonjenih glav, se z rokami oprijemali ob skalnate zidove in si na vse načine pomagali pri napornem begu. Še malo, je zavpila svetilka, pa bomo na koncu rova in tam se začne zadnja votlina. Preden bomo vstopili v votlino, si bomo oddahnili, nato pa se odločno spustili v boj, ki nas čaka do končnega uspeha. In res, postalo je čisto malo bolj svetlo. Zagledali so velik obok, za katerim se je videl vhod v votlino. Stoj! Svetilka je obstala. Zapihal je veter, zagrmelo je in ogenj je švignil iz votline naravnost v rov. Skrimo se sem tu pod to koreniko, je zavpila svetilka. Štrbunk napada, skočili so na desno, pod nebo, pod deblo nekega že davno izruvanega drevesa. Stisnili so se drug k drugemu in trepetali. Štrbunk je v votlini tako pobesnel, da se je tresel rov. Zemlja se je pričela sesipati na glave ubežnikov in od potresa, ki je zavladal zaradi Štrbunkove pobesnelosti, se je majala velika, stara korenika, kot da se bo cel rov zdaj sesul. To divjanje je trajalo tako dolgo, da mu ni bilo videti
ne kraja, ne konca. Vendar pa je čez čas nastala tišina. Sedaj pa hitro, je šepnila svetilka. Gremo! Tonček in Katka bi kar ostala na varnem, vendar jo je svetilka prepričala, da je treba nadaljevati pot in se spustiti v boj. Skočili so vsi štirje iz rova in se pognali v votlino. Svetilka je zaokrožila led, zasvetila je še bolj močno. Tonček in Katka pa sta tekla kar naprej, čeprav nista vedela, kam vodi njun pobeg. Glej, strašno, nasproti so jima pridirjali pobesneli levi, volkovi, gobce so imeli odprte, renčali so in zobje so bili strašni. Tedaj se je Tonček spomnil, kaj mora. Speljal jih je stran od Katke in se po skrivnem prehodu vrnil k Katki in svetilki. Levi in volkovi pa so brez glavo dirjali naprej, misleč, da lovijo Tončka. Katka je pričela jokati, a vendar bežala, saj je svetilka kričala, naj se nikar ne ustavita. Tonček in Katka sta bežala in po dolgem begu zagledala na desni strani votline prostor, ki je bil podoben majhni sobici. Tja pojdita, je zaklicala svetilka, tja zlezita in se nekam skrita. Upogala sta, se pognala na desno in res je bil tam prostor, v katerem so bile večje in manjše skale. Hop! Skočila sta in se skrila za eno izmed skal. Tiho sta bila in poslušala, če se jima kdo približuje. Zasvetlikalo se je in za njima je prišla še svetilka. Vsa zadihana je svetilka princesa rekla, da so za nekaj časa sedaj malo bolj na varnem in da morajo to izrabiti, da se malo oddahnejo. Tako so skriti ležali pod skalo, ko je naenkrat počilo. Zabliskalo se je. Pričela je udarjati strela v skale. In votlina se je tresla. Približeval se je Štrbunk. Vsi trije so prav tiho čepeli pod skalo, še dihati si niso upali. Štrbunk je odlomastil dalje, ne da bi jih zapazili. Gremo, je šepnila svetilka, ne smemo odlašati. Tiho so zbežali naprej in molili, da jih nihče ne bi slišal. Še posebej strašni Štrbunk ne. Teke trajajo neskončno dolgo in skoraj so se že vdali, ko je iz stropa votline nekaj priletelo. Zaslišal se je čuden glas in jama se je trikrat še močneje zatresla. Ojoj, kaj pa je to sedaj? Tonček in Katka sta v strahu obstala. Tisto iz stropa je bilo nekaj nenavadnega. Tedaj so zaslišali, da se jim približuje Štrbunk s svojo strašno vojsko levov in volkov. Levi so postajali še bolj hudi, volkovi so popolnoma pobesneli in Štrbunk je podivjal še 100-krat bolj. Tonček je opazil, da se je pojavila neka nova sila in se vključila v boj. Kaj je sedaj to? Vsi trije so opazili, da Štrbunk ni več tako grozovit. Tudi levi in volkovi so zmedeno bežali, vendar kljub temu napadali na vse strani. Napadali so tudi čudno silo, ki je prišla iz stropa. Ta je bila podobna temnim oblakom, ki so spuščali nekaj nevihta podobnega. To pa je poplavilo vse, kar je doseglo.
Ubežniki so opazili, da jim nekdo pomaga. V trenutku je nastala tišina. Ubežniki so obstali in niso vedeli, kaj naj storijo. Strmeli so in se zaskrbljeno spogledovali. Tudi svetilka je bila videti zmedena in negotova. Nikjer ni bilo nikogar. Po nekaj časa trajajočem molku je svetilka čisto potihoma predlagala, da pričnejo nadaljevati pot po jami. Vsi so se strinjali in počasi pričeli hoditi. Bili so skrajno previdni in ob vsakem najmanjšem ropotu so se zdrznili, se ustavili in opazovali. Hodili so morda pol, morda že celo uro, ko so zagledali daleč pred sabo majhno svetlobo. Aha, je rekla svetilka, tam nekje mora biti izhod iz jame. Tonček in Katka sta poskočila od veselja, vendar ju je svetilka takoj opozorila, da še ni čas za slavje. Spomnila ju je na lisico, ki začarana straži jamo. Joj, sta zajokala Tonček in Katka, oba naenkrat. Še ni konec tega hudega, kako pa bomo prišli mimo lisice? Sta oba naenkrat vprašala svetilko. To bo lahko nov spopad, lahko pa tudi ne, je rekla svetilka. Sicer pa bom morala uporabiti moč in odčarati lisico. Kot sem vam že v gradu povedala, je prelepa deklica Meta začarana v lisico in kot lisica je res huda in nevarna. Vendar moramo poskusiti vse, da premagamo še to oviro. Tako so šli počasi dalje proti svetlobi, ki je postajala iz trenutka v trenutek večji. To je pomenilo, da so bili vedno bližje izhodu. Naenkrat so zagledali veliko drevo, ki je lebdelo v zraku. Gledali so in se čudili, na kar je svetilka zavpila: takoj se umaknimo, saj nas drevo napada. Skočili so v manjšo luknjo, ki je bila na levi strani, v luknji je bila še ena votlina in tam so se stisnili skupaj. Bilo jim je tesno pri srcu. Čudežno drevo je priplavalo do jame in pričelo udarjati ob zemljo tako, da se je jama kar sesipala. Tedaj je Tonček pogumno skočil na drevo in mu pričel lomiti veje. Le Katka se je stisnila v kot in v strahu stopicala naprej. Svetilka je uporabila čarobno plavo in zeleno barvo. Ta je bila res nenavadna in jama je postala vsa razsvetljena. In glej, med bojem se je drevo spremenilo v človeka orjaka. Imel je visoko postavo, črne razkuštrane lase in bil je zelo, zelo močan. Mir, je zavpil orjak. Vse vem in vse razumem. Jaz sem bil začaran najmanj 200 let. Štrbunk, da jo je z Meto skupaj začaral. Sedaj je priložnost, da skupaj zbežimo in da se že enkrat rešimo te strašne more. Tisti oblak malo prej sem bil tudi jaz in pomagal sem vam, kolikor je bilo v moji moči. Sedaj pa gremo hitro, saj moramo rešiti še Meto. Stekli so proti izhodu in tam naleteli na podivjano lisico. Dajmo, je rekel orjak. Hitro, Štrbunk je znova podivjal in nam je že za petami.
Tonček se je takoj zaletel v lisico, jo dvakrat napadal s tako silo, da se je mrtva zgrudila na tla. Svetilka je spustila še nekaj oranžne barve in vsi so začudeni pogledali. Iz mrtve lisice se je dvignila prelepa deklica. Bila je Meta, tako lepa, da so kar obnemeli. Joj, hvala vam, je zaklicala Meta. Kako ste dobri, da ste me rešili. Pridite sem k meni, da vas objamem. Ne, je rekel orjak, žal sedaj ni časa. Štrbunk, levi in volkovi so si opomogli in že drvijo za nami, da bi nas pokončali. Brž od tod. In res so stekli po hribu navzgor. A glej, Štrbunk je bil že tako zelo blizu in tako pobesnel, da so ubežniki popadali na tla. Stežka so se pobrali in bežali naprej. Toda tako so se podili levi, volkovi, Štrbunk, štrbunčki in ubežniki. Bežali so, med tekom padali na tla, se pobirali in naprej bežali. Oddaleč so zagledali potok. Tja moramo priti, čez vodo, in takrat bomo rešeni. Tam postane Štrbunk nemočen, je zavpila svetilka. Tekli so proti vodi, a glej ga zlomka. Štrbunk se pojavi iz nasprotne smeri. Vsi na tla, je zavpil orjak. Res so se vsi vrgli na tla, v travo. Le orjak je skočil proti Štrbunku, a ne zastonj. Štrbunk ga je prijel, ga vrgal v zrak, ga zopet ujel in ga vrgal ob tla. Skoraj bi orjaka pokončal, vendar se je v boj umešal Tonček, ki mu je bilo vsega dovolj. Zaletel se je v Štrbunka, ta se je prekucnil v potok. Takrat je svetilka naredila tako močno svetlobo, da so vsi skoraj oslepeli. Štrbunka je to za trenutek zmedlo in to so ubežniki izkoristili. Skočili so na noge, se pognali v tek, drveli so proti potoku. Štrbunk se je poskušal pobrati na noge, a mu je drselo na spolzkih kamnih. Hitro čez, je zavpil orjak. Skočili so čez vodo na drugo stran potoka. Končno so vsi v en glas vzdihnili. Ali smo res rešeni, ali se nam samo sanja? Ali smo res ugnali tega zlobnega Štrbunka? Res, res, je veselo rekel orjak. Tedaj je Štrbunk še enkrat udaril. Voda se je iz potoka dvignila kakšnih 100 metrov visoko, vendar je bilo prepozno. Ubežniki so se rešili. Srečni so stali ob potoku, tistem potoku, pri katerem se je vse to strašno za Katko in Tončka pričelo. Nekaj časa so se spogledovali, na kar je svetilka ugasnila. In glej, na trati ob potoku je stala prelepa princesa. Tako je bila lepa, da so vsi obnemeli. Imela je dolge, lepe lase, bila je vitka, smehljala se je in s svojimi čudovitimi očmi gledala sedaj Tončka, na to Katko pa Meto, na to orjaka, ki je bil visoke postave in zanega obraza. Tonček je stopil do princese, jo prijel za roko in ni vedel, kaj naj bi ji rekel. Gledal jo je naravnost v oči.
Katka je stala ob strani in po licih sta ji pritekli dve drobni solzi, solzi sreče. Orjak se je usedel na tla in strmel predse. Meta je bila vsa zamišljena in tiha, vsi skupaj pa so bili neskončno srečni. Princesa je na to spregovorila. Dragi prijatelji, prišel je čas, da se poslovimo, srečni, ker smo se rešili, pa malce žalostni, ker se bomo razšli. Vsak mora na svoj dom, moj daleč, daleč za hribi in komaj čakam, da ga zopet vidim. Srečna, malce žalostna, ker ne bomo več skupaj, se poslavljam od vas. Vse je še enkrat nežno pogledala, stopila nekaj korakov stran in izginila. Vsi so drobno zajokali. Tedaj je vstal orjak in tudi on spregovoril. Prijatelji, tudi jaz odhajam domov. Hvala vam, ker ste pomagali, da smo skupaj premagali vse napore in želim vam, da bi bili še naprej v življenju srečni. To je povedal, se obrnil, skočil čez potok in tudi za njim se je izgubila vsaka najmanjša sled. Meta pa jih je zapustila skoraj neopazno, hvaležna, ker so jo rešili, in tudi ona žalostna, ker se ne bodo več videli. Tonček in Katka sta se objela in gledala tja daleč, daleč čez obzorje. Bila sta srečna, da, in tudi ona dva žalostna, saj sta pogrešala princeso, orjaka in Meto. Takrat se je od nekod pojavil teliček in glasno zamukal, potem se je sklonil in pričel pridno pasti, pri čemer je veselo mahal z repom. Čez nekaj časa sta ga poklicala, saj se je že večerilo in morali so domov. Vsi trije so odšli po stezi navzgor in hodili po gozdu. Bil je lep dan, ki se je močno nagibal proti večeru. Sonce je še vedno sijalo skozi veje dreves in vetrič se je poigraval in plesal med drevesi. Katka in Tonček sta se pogovarjala o tem, kaj se jima je pripetilo. Še najbolj pa jo je tisti trenutek zanimalo, kaj neki se dogaja doma. Gotova sta bila, da so starši v velikih skrbeh. No, pa pohitimo, da bomo čim prej doma, sta rekla. In šli so Katka, Tonček in teliček srečno proti domu. Hvala. Zlatko Kavčič in Kombo C, aplauz, prosim. In hvala tonskemu mojstru za super ton. Ja.